Danes pa vas Kajo pozdravljava z Maribora. Prišli so si pogledati cerkev svetega Janeza Boska, ki je novo župnijsko središče pod Pohorjem. Prišli so izvedeti, kdo je sploh Dom Bosko in zakaj je cerkev poimenovana ravno po njem. Cerkev je oblečena v plašč iz opek, ki ga krasi 7 križev. To pa je simbolno sveto število, znamenje, da je tukaj sveti kraj, da je tukaj Božje svetišče. Na vrhu pa je plašč zaključen s krono. Lep pozdrav, Katja in Kaja, tukaj pri Dom Bosku v Mariboru. Ja, jaz sem Janez Potočnik, salezijanec. Prihajam iz Zgornje Savinjske doline, iz Gornjega Grada. Kot mlad fant sem po osnovni šoli zašel k salezijancem in bil do leta 2018 ves čas, rečemo, na Krajnskem, v Želimljem in na Rakovniku. Tudi kot duhovnik sem deloval v teh dveh ustanovah, predvsem kot vzgojitelj in odgovoren za redovno skupnost. Zdaj sem pa že 5. leto tukaj v Mariboru in sicer šele 2. leto župnik, kajti prej sem v življenju opravljal vse druge duhovniške obveznosti. Torej 2. leto župnik v tej župniji svetega Janeza Boska, ki je ena od približno 20 mariborskih župnij. Tukaj nisem sam, tukaj je salezijanska skupnost. Trenutno nas je v skupnosti 5 salezijancev, ker oskrbujemo še sosednjo župnijo Radvanje, ki je prav pod Pohorjem. Pod Radvanje župnijo spada tudi zelo znamenita Zlata lisica na Pohorju. Potem upravljamo tudi počitniški dom, dom duhovnosti, Dominikov dom na Pohorju, tam nad Mariborsko kočo, kjer se skozi celo leto vrstijo razne skupine, tako pevci, folkloristi, birmanci, duhovne vaje, najrazličnejše skupine z najrazličnejšimi vsebinami. Menda ste prvič tukaj, pa upam, da ne zadnjič. Radi pridejo k Dom Bosku, ker je to nova župnija oziroma še bolj prav naj rečem, da je tukaj nova cerkev, ki je stara približno 8 let in ki je tudi župnijska cerkev za ta novi del Maribora na desnem bregu Drave in pod Zelenim Pohorjem. Kaj je najbolj značilno za ta Dom Bosko v centru v Mariboru? Lahko bi rekli prav naša cerkev svetega Janeza Boska, ki je prva in doslej edina cerkev posvečena temu svetniku mladih, očetu in učitelju mladine. Zato smo tukaj v naši cerkvi še posebej ponosni na naš tabernakelj oziroma na ena vratca tabernaklja, v katera so vpeta še ena vratca tabernaklja, in sicer ta vratca so iz cerkve Marije Pomočnice v Torinu, ki jo je zgradil sveti Janez Bosko. Ko pa so v začetku 20. stoletja cerkev obnavljali, zlasti prezbiterji, so umaknili tisti tabernakelj in vratca tabernaklja podarili salezijancem v Sloveniji. In ta vratca, kot da so čakala skoraj 100 let, da bodo našla primeren prostor, in so ga našla prav tukaj v cerkvi svetega Janeza Boska. O tem priča tudi bel papirček ob robu, na robu teh vratc, skupaj s rdečim pečatom. Tako, iskreno dobrodošli tukaj v Mariboru pri Dom Bosku. Kdo je bil pravzaprav Janez Bosko? Veva, da se je zapisal kot apostol mladine in da je bil velik častilec Marije Pomočnice. Ja, oboje imaš prav. Lahko rečemo, da je bil Dom Bosko, tako mu najraje rečemo, Don pomeni kot gospod Bosko, bil je pravzaprav kar največji katoliški vzgojitelj v zgodovini cerkve. Živel je v 19. stoletju v severni Italiji, blizu mesta Turin, potem kot duhovnik pa je deloval v Turinu. Papež sveti Janez Pavel II. Ga je razglasil zares ne za cerkvenega učitelja, ampak za očeta in učitelja mladine. In zato tudi molitve, ki so za Dom Boska, omenjajo prav to njegovo najbolj značilno lastnost velikega katoliškega vzgojitelja.
V resnici je bil Don Bosco najprej škofijski duhovnik. Kako je prišel do duhovništva, tudi to je zelo, zelo zanimiva pot. Pravijo za Don Bosca, da je bil en velik sanjač. Ohranjenih je nad 100 njegovih sanj, ki so vse zapisane. Verjetno ene najbolj zanimivih tiste sanje pri 9 letih, ko je sanjal o tem, da se je znašel na domačem dvorišču v skupini fantov, ki so se igrali in v nekem trenutku se zaradi raznih stvari začeli prepirati, pretepati in Don Bosco, kot mali fantič pri 9 letih, želi narediti mir. In zato se posluži pesti in tako naprej, pa se mu v tistem trenutku prikaže častitljiv Gospod Jezus kot pastir in mu pravi: Janez, ne tako, ampak z ljubeznijo in dobroto si boš te fante pridobil za svoje prijatelje. Tukaj in potem v tistem trenutku se pokaže čudovita gospa Marija, tudi kot pastirica, in pravi: tukaj je moja mama, ona te bo naučila, kako to početi. In seveda se mu približa tudi Marija in mu pravi: Janez, bodi ponižen, srčen in krepak. In seveda v teh sanjah se potem zgodi kaj? Da se ti fantje spremenijo v divje zveri, ki se koljejo med seboj. In pravi: to, kar se bo zgodilo zdaj iz teh zveri, moraš ti narediti z mojimi mladimi. In te zveri so se počasi spreminjale v krotka jagnjeta. Ja. Don Bosco se je potem zjutraj zbudil, povedal sanje svojim domačim in seveda različni so bili odzivi na te njegove sanje. Mama mu je celo rekla: morda boš pa nekoč duhovnik. Brat Jože mu je rekel: morda boš ovčji pastir. Brat Anton, pravzaprav polbrat Anton, da bo poglavar neke klape. Stara mama je rekla: sanje so prazne marnje, na njih ne smeš nič dati, kakorkoli. Ampak na te sanje ni nikoli pozabil. Te sanje so se večkrat ponovile, celo do te mere, da so se nekatere ovce začele spreminjati v pastirje. In tedaj je njemu postalo jasno, da mora iz tistih fantov, ki prihajajo k njemu, dobiti svoje sodelavce. In to se je v resnici tudi zgodilo. Torej, Don Bosco je bil škofijski duhovnik. Ko je bil na obisku pri papežu Piju IX. In ko mi je pripovedoval te sanje, mu je papež zapovedal, da mora napisati svoj življenjepis. Šele ko mu je papež tretjič zapovedal, je Don Bosco začel pisati svoj življenjepis. Dobro, ampak ne bi več o tem. Bil je škofijski duhovnik in že kot mlad, takoj po novi maši, mu je njegov duhovni voditelj predlagal, naj še naprej malo študira, pa se sooči z različnimi oblikami duhovniškega poslanstva v Torinu. In tako je on hodil tudi v zapore, kjer so bili zelo mladi fantje zaprti, nekateri tudi zato, samo zato, ker so ukradli kos kruha ali jabolko. Kajti to je bilo obdobje, to je bil čas, ko so se mnogi mladi trumoma zgrinjali v velika mesta, ki so tedaj nastajala, ki so se tedaj gradila. In ko so prišli v ta mesta, so iskali delo, ampak dela ni bilo za vse. Ti mojstri, ti delovodje, tovarnarji so pobirali samo najboljše, najmočnejše, najbolj zdrave. Mnogi so ostali na cesti, mnogi so ostali brez vsega. In ti fantje so včasih morali delati vse dneve, po 16 ur na dan in tako naprej. In Don Bosco, ko hodi v te zapore, se reče, pa nekaj je treba za njih narediti. In tu se je rodila njegova, rekel, ta ljubezen in odločitev, da bo vse svoje življenje daroval za mlade. In to se je zgodilo. Čez nekaj let je potem ustanovil tudi družbo, redovno družbo, res iz teh fantov, ki so prihajali k njemu. Prva skupina, približno 20 fantov, so bili stari od 16 do 20 let in to je jedro salezijanske družbe na začetku.
sad njegove vzgoje je bilo tudi več vzornih fantov, ki so mladi umrli. Mogoče, če lahko poveste še kaj o tem. Ja, Don Bosco je bil tudi velik vzgojitelj na poti svetosti, rečemo, ne. On je napisal 4 življenjepise mladih fantov. Svojega sošolca Komola, ki je bil nekaj let pred njim, pa je zelo mlad umrl. Potem pa 3 fantov, ki so bili pri njem v oratoriju. In sicer Dominika Savija, Mihca Magonija in Frančka Bezuka. Seveda mi najbolj poznamo verjetno svetega Dominika Savija, ki je umrl star še ne 15 let. Zakaj je tako mlad umrl, pa mnogi drugi mladi fantje? To je bilo obdobje, ko so tudi mladi zelo umirali, bolezni, tuberkuloze in tako naprej. No in ko je Dominik Savio se srečal z Don Boscom pri svojih 12 letih, je takoj v njem prepoznal velikega človeka in se odločil, da gre k njemu. In je v srcu nosil veliko željo, da bi postal duhovnik pri Don Boscu, kar se seveda ni zgodilo. Ampak moramo še to vedeti, Dominik Savio je prišel v Don Boscu prav v letu, ko je bila nekaj mesecev pozneje, v decembru, razglašena verska resnica o Marijinem brezmadežnem spočetju. To je bilo leta 1854. In teda je Dominik Savio Marijo prosil, naj mu pomaga, da bi res bil njen zvest učenec. In ko je nekaj mesecev pozneje Don Bosco pridigal fantom o svetosti, kako lahko je postati svet in kako smo vsi poklicani k svetosti, se je za to odločil tudi Dominik Savio. Ampak takrat še ne na pravi način. On je vedel samo to, kako so si za svetost prizadevali nekateri svetniki stoletja nazaj. Zato je on začel premalo jesti. Ko je šel spat, ni hotel spati pod recimo 2 dekama, ampak samo pod 1. Pod rjuho si je dal neke ostre kamne, orehove luščine, da bi na ta način dosegel svetost. In ko je Don Bosco to zvedel, mu je prepovedal. Ti si mlad, ti moraš skrbeti za zdravje, tvoja največja pokora naj bo, da boš ubogal. Dominik ga je poslušal. Don Bosco mu je pri tem dal še nasvet, ki ga Dominik vpraša, kako. In pravi, bodi vesel. Vesel pa je lahko samo tisti, ki se trudi živeti brez greha. Izpolnjuj svoje verske in šolske dolžnosti. In tretje, poglej, zunaj igrajo, pojdi med njih, med svoje prijatelje in jim bodi zgled. Dominik Savio se teh priporočil držal in že, ko je mlad umrl, je Don Bosco fantom rekel, umrl je svetnik. In verjetno bi Dominik Savio bil za svetnika razglašen bistveno prej, kot je bil razglašen, če bi Don Bosco, njegov vzgojitelj, bil prej razglašen za svetnika. Tako pa je moral Dominik Savio čakati najprej, da je bil za svetnika razglašen Don Bosco, potem nekaj let pozneje pa tudi Dominik Savio. Podobno, bi rekel, zelo simpatičen zgled je tudi Mihec Magone, o njem je bil tudi oratorij. Zakaj? Zato, ker Miha je bil pa malo z drugega testa. Bil v bistvu, prednji je srečal Don Bosca, taka barabca, poglavar klape na cesti. Ampak ko je srečal Don Bosca, je videl, to je moj prijatelj. Je šel k njemu in je res tudi on stopil na to pot, da bi bil res čim bolj dober fant. Medtem ko Franček Bezuko je pa prihajal iz planin, že po naravi zelo dober fant, krhkega zdravja in je spet tudi Don Bosco napisal njegov življenjepis. V teh življenjepisih Don Bosco pravzaprav predstavi svojo vzgojo. Pomen pobožnosti do Marije, pomen zavzetega obhajanja sakramenta sprave in podobno. Ko smo se pripeljali tukaj mimo, smo videli tudi Don Boscov center. Čemu služi? Torej, tukaj v Mariboru ni samo cerkev svetega Janeza Boska, ampak temu našemu centru rečemo Don Boscov center. V ta Don Boscov center
je vpeto več stvari. Cerkev, potem župnijski prostori, potem prostori za salezijansko redovno skupnost. Kot sem že rekel, tukaj nisem sam, tukaj nas je 5, ker eno temeljnih značilnosti redovnega življenja je to, da živimo in delamo skupaj, ne pa vsak zase. Potem imamo tukaj Salezijanski mladinski center. Torej mi, če gremo na župnijo, Salezijanci po zgledu Don Boska naj bi na poseben način imeli skrb tudi za otroke in za mladino. Zato je tukaj mladinski center, tu so notranji prostori mladinskega centra, dvorišče, 2 igrišči, pa še kaj imamo v načrtu. No? In sicer so mladinski center, povabljeni vsi, oziroma vrata našega Don Boskovega centra niso odprta samo za nedeljnike, kristjane, katoličane, ampak za vse, ki upoštevajo neka temeljna pravila lepega obnašanja, če tako rečemo. Zato so odprta dvorišča, igrišča. Naprimer, povem kot primer, zadnja leta zelo radi pridejo k nam migranti iz Sirije, iz prvih let državljanske vojne, ko je tam trajala, pa so v Mariboru že približno 5-6 let. Otroci so v šolah, možje, nekateri že imajo službe in kakšno nedeljo zelo radi pridejo vsi, komplet družina sem, približno 30 sem jih zadnjič naštel. Možje in fantje grejo igrati nogomet, deklice se po svoje podijo, mamice pa klepetajo tam v senci ali pa na igrišču. Sami ste tudi ravnatelj Salezijanske skupnosti v Mariboru. Kakšen je cilj vašega vzgajanja pri mladih oziroma kaj sploh počnete v tej skupnosti? Torej res je, jaz sem zdaj tukaj tudi ravnatelj Salezijanske skupnosti. Če nas je več, je pač v skupnosti tako, da eden mora biti odgovoren za življenje skupnosti, koordinira delo, koordinira življenje, molitve in tako naprej. Torej po svoje nič posebnega, ampak nekdo pač na vsake toliko časa mora biti postavljen na to mesto. Drugo, kar bi rekel, ko sem že prej govoril o mladinskem centru, pa o Don Bosku, ko smo govorili, ena temeljnih značilnosti ali pa skoraj najbolj pomembno je, da se vsakdo počuti dobrodošlega in doma. To je ena stvar. Don Bosko je rekel, za vas živim, za vas delam, za vas sem pripravljen tudi dati svoje življenje. Ne? In tudi tukaj naj bi mladi in odrasli začutili to, prvič, da jih imamo radi, da so dobrodošli, da smo med njimi, ne? Da nismo zaprti v pisarnah, ampak da smo na igrišču z njimi, da smo v cerkvi z njimi, da smo na sprehodu z njimi, recimo, da začutijo, da nekdo ima čas zanje, kajti imeti čas danes za nekoga ni samo po sebi umevno. In če nam bo to nekako tukaj uspevalo, verjamem, da tudi preko tega vsi ti, tudi mladi, pa tudi odrasli, nekako, da tako rečem, morda zavedno ali nezavedno začutijo, da jih ima Bog rad. Hvala za tako lep sprejem in čudovit pogovor. Hvala tudi vama in želim, da bi vaju tudi Don Bosko navduševal in vam bil zgled, morda boste kmalu imeli svoje otroke, svoje mlade, ne pozabiti pripeljati k Don Bosku in se seznaniti z njegovim življenjem, ki je še danes njegov zgled zelo, zelo aktualen. Morda bi pokazal za konec tole. Namreč 10 let je, kar smo Salezijanci zdaj na tej lokaciji v Mariboru. Prej smo bili čez 25 let tam v eni mali hiški, pa se ni dalo dela razvijati. No, 10 let smo tukaj in pred 10 leti so po Sloveniji romale Don Boskove relikvije, po celi Sloveniji. Pa sem rekel, zakaj ne bi za 10-letnico mi, ki smo Don Boskova župnija, pa Don Boskov center, omogočili našim družinam, da relikvije svetega Janeza Boska, to so posmrtni ostanki svetnika, ne, romajo po naših družinah. In smo se odločili, da od Don Boskovega praznika konec januarja pa do novembra, ko obhajamo obletnico blagoslova te cerkve, romajo po en teden relikvije po družinah.
smo pripravili poseben kovček z relikvijami, kipcem Janeza Boska, življenjepisom, spominskim zvezkom in tako od nedelje do nedelje. Tako da imamo praktično do junija že zapolnjen koledar, od julija naprej pa čakamo še nove kandidate. Tako da sveti Janez Bosko naj prosi za vse nas. Pa smo prišli do konca današnje oddaje. Oddajo zaključujeva z mislijo Dom Boska. Bodi kot ptiček, ki čuti, kako se trise veja, na kateri sedi. Pa vendar poje naprej, ker ve, da ima krila. Se gledamo spet naslednjič.